to je bilo od prvega dne namenjeno, torej 11 let že Operna noč, da kulturo približamo vsem. Jaz vem, da smo davali vedno in še vedno je slogan kultura za vse in najbolj všeč nam je, da ko pridejo stari starši z najmlajšimi in vidimo generacije 3, 4, 5 do stari generacij, ki skupaj poslušajo opero. In tudi zavedam se in tudi jaz mislim, da SNG se zaveda tega, to najboljša promocija takega kulturnega dogodka. In to je rdeča nit Operne noči v Mestnem parku. Torej omogočiti kulturni najvišji nivo kulture vsem. Zdaj bodisi prideš sem, bodisi prideš z dekico, bodisi prideš z piknik košarico, če le odneseš in z nekim zavedanjem, kulturnim zavedanjem tudi do Mestnega parka. Vse ostalo je pa samo dogodek, odprti dogodek za vse na Mestnem parku. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera, to je Večer za vikend. Jaz sem Miha Dajčman, poslušate naš dnevni podcast, ki v petek prinaša malo daljši, bolj sproščen pogovor. Maj je raj, maj je lep mesec in maj je v Mariboru zaznamovan tudi z enim dogodkom, ki se bo zgodil danes, Operna noč v Mariboru. In lepo vreme je napovedano, tega smo zelo veseli, verjetno je tega najbolj vesel tudi organizator dogodka oziroma šef Faktum eventa, predsednik društva Ezelek, Mitja Špes. Zdravo. Zdravo. Si vesel lepega vremena, lepe napovedi? Vedno skrbeh, pa na koncu vedno vesel. Tako da jaz mislim, da že zdaj upam skoraj reči, da je vsa leta bilo vreme naklonjeno. Vem, da smo že imeli edicije, ki smo gledali nebo, so letele strele, pa smo skoraj speljali do konca. In vreme nam vedno je nekako naklonjeno. Moram pa priznati, da zadaj na 10 aplikacij gledano zadnjih 10 dni spreminjanja mali taki vremenoslovec. Že gledam, kako bo šle, če je že naprej napovedan dež, nazaj na dež, kam bo se premikalo. Dosti tega spremljam, dosti tega gledam, na koncu se pa vedno izide, kar sem pa najbolj srečen. Zdaj, komu se zahvaliti pa. Ja, vsak ima svojega, tistega, ki ga hvali, se mu zahvali. Na Glavnem trgu je bilo takrat, ko so strele švigale, pa ste malo pred koncem morali odpovedati, ampak tudi glede na vse tiste arije, glede na orkester, ki res odlično odigra, je bilo celo, kot da bi dobro plačali to sceno. Vijolično nebo je bilo res takrat, mislim, da obnovljen Glavni trg. Kak takrat recimo organizator razmišlja, s kom se vse posvetuješ, ko sprejemaš tiste odločitve, zdaj pa konec? Kdo je tisti v ekipi ožji, ki se odločate? Točno to je. Moče nisem niti tako razmišljal nikoli, da edini krat, ki smo šli z Operno nočjo na Glavni trg, zato ker se je prenavljal promenada Mestnega parka, ravno takrat je bilo tisto, ki je bilo moče najbolj rizično vreme. Bila je neverjetna čudovita scena, res je vijolično nebo, strele, operne arije, odprti oder, čakali smo, ali bo kapljalo, ne bo kapljalo, dokler ni kapljalo, je orkester igral. Mogoče organizacijsko zadaj bilo pa malo bolj napeto. Ja. Zdaj se spomnim trenutka, sedaj sem, ne vem, po nekem sistemu protokola prvi vrsti in dobil SMS-e od gasilcev, ki so zadaj že spremljali sliko, kaj se dogaja, kam bo prišlo, kak je veter in da tudi tehnične ekipe, da se že skrini fest imajo, da je nevarno že za ozvočenje, da strele moče malo preveč letijo, da naj razmišljamo o tem, ali prekinjamo ali ne prekinjamo. In ja, prvi mer je tukaj varnost obiskovalcev, tukaj potem skrbi kvota ljudi z varnostnega vidika, torej varovanje, zdravstveno varovanje, tako smo omenili, spremljajo gasilci radarske slike, svoje radarske slike, ki so nam sporočali, dokot naj gremo, kaj naj gremo in dokot je tista varnostna meja. In smo sprejemali, potem pa je tukaj SNG. SNG je pa tisti, ki je vsebinec, tisti, ki so na odru, tisti, ki predstavljajo in skupaj varnost tudi, rekel, nastopajočih, vseh izvajalcev. In še zdaj se spomnim trenutka, ko smo se pogledala skupaj z direktorjem SNG-a, gospodom Delinom Toroškarjem, in se takoj spogleda razumela, da je moče tisti konec in tisti X,
ki se naredi in tudi takoj prepoznal dirigent in smo bili primorani moče takrat predčasno zaključiti, to ni bilo takoj po prvih 2-3 opernih arijah, ampak je bilo proti koncu, se pa še vsi danes spominjajo čudovitega, tako tudi ti, čudovite scene, ki smo imeli na glavnem trgu in tudi to je moglo biti očitno v 11 letih operne noči. In gremo 11 let nazaj, kako je v bistvu sploh prišlo do ideje, do dogovora, če malo predstaviš v bistvu začetek operne noči, ki je kasneje prerasla v res eno lepših prireditev, ne samo v Mariboru, ampak v celotni Sloveniji, radio predvajajo na nacionalni televiziji. Maribor se ima s čem za pohvaliti zaradi te operne noči. Super vprašanje. Si en izmed prvih, ki je sploh, na tak način postavil in mogoče lahko danes malo to širše povem, začetek sploh ideologije operne noči. Tukaj moram priznati, da zdajšnji še vedno v vlogi podpredsednika društva EZLEK, Smiljana Pušenjaka in direktorja SNG, je bila ideja, torej gospoda Danila Roškerja izpeljati eno zadevo, ki predstavlja operno noč v Mariboru. Ideja je bila, da to izpeljati v mestnem parku, takrat smo se pa vsi zavedali in soočali s tem, da je zelo zahteven prostor. In Smiljan Pušenjak je takrat tudi meni mislim, da sem bil že takrat tudi predsednik društva EZLEK, je rekel, da si zelo želi, da bi to speljali. Rekel mi je, Mitja, saj veš, to bo 300-400 ljudi, naredimo samo pač eno zgodbo, ker želimo. Koliko vem, je Smiljan zelo navdušen, bil tudi kot novinar, ki je, mislim, da Pavarotija celo intervjuval, ne vem, kakšne zgodbe, ki ima, in je rekel, Mitja, jaz si tega res želim, da to speljemo, to je dolgoročna želja tudi SNG Maribor, gospoda Roškerja, dajmo to izpeljati. Sem rekel, dajmo iti v to podporo. Nisem se zavedal, v kako administrativno, birokratsko zagato se spravljam. Park je le kulturno zaščiten pod naravovarstvenimi pogoji. In kaj smo imeli takrat prednost? To, da so bili člani našega društva tudi osebe, ki so bili zelo močno vpletene v sistem mentoriranja moče oseb, ki so bile na javnih institucijah naravovarstvenikov, vpletene v ta sistem, da so bili iz te stroke. Okay. In ko mi je gospod, naš, jaz lahko mu rečem prijatelj, Jure Doležal, ki je tudi iz tega diplomiral, rekel, Mitja, park je okolje, katerem se da narediti, če spoštuješ pogoje. In takrat smo začeli z ideologijo operna noč v mestnem parku za 500 ljudi. Že takrat je, mislim, prišlo 4000 ljudi. Tega se nismo zavedali, ni se zavedal Smiljan, ni se zavedal SNG in sem zelo vesel, da se je takrat to sprovedlo. In takrat se je tudi ustvarila, operna noč v mestnem parku, ki je zdaj že 11. Zelo sem vesel, da se ta operna noč širi tudi po drugih krajih v Sloveniji in da je operna noč v vsakem kraju poseben dogodek, ker je posebno vezana na ambient, v katerem se dogaja. Zato je še vedno takšen množičen obisk v mestnem parku, zato ker ljudje ne pridejo samo na dogodek in gledajo, kaj je program tistega leta, ki ga SNG predstavlja z svojimi solisti, zborom in orkestrom, ampak pridejo doživljati v mestni park, torej se vsedajo in poslušajo. In to je tudi tisti posebni ambient in tudi posebna operna noč v mestnem parku. In na to smo, zelo ponosni, tako skupaj z SNG-jem, kot z našim društvom, kot tudi, z vsemi partnerji, ki tukaj nastopajo. Tukaj treba poudariti, da ima veliko vlogo tudi mestna občina Maribor, ima veliko vlogo Visit Maribor, ki to predstavlja v tujino in po vseh drugih trgih, ima veliko vlogo operativnih, izkušenih oseb, Narodni dom Maribor. In to je kar en taki širši konzorcij, ki sodeluje, da nastane taki dogodek, kot je. Zato, ker zelo zahtevni pogoji naravovarstvenikov, so zelo zahtevni pogoji Zavoda za kulturno dediščino, ampak zgolj z enega razloga, da ohranimo ambient in mestni park, ki ga imamo. Mogoče na, čisto tak
lahko se izrazi na prvo žogo, delujejo zelo strogi pa nehumani za prostor, javni prostor, ki ga vsi vsakodnevno uporabljamo, ampak ga vsakodnevno ne uporabljamo v taki več tisoč množici. In to sem se tudi jaz naučil zdaj v 11-letnem sodelovanju z njimi, če lahko rečem prerekanju z njimi, ni nekega, rekel, prerekanja kot pa birokratskega prerekanja. Mi zagovarjamo svoje, mi stojimo za tem, da Operna noč spada v mestni park, da Operna noč ne spada v drugo okolje, ampak je ravno z namenom v mestnem parku. Je pa z Operne noči nastal balet pod zvezdami, ki ga pa gledaš, sediš in to pa spada v kuliso, bom rekel, okolja, kot je pa glavni trg, ker imaš kuliso celotnega trga. In zakaj to izpostavljam? Zato, ker dostikrat dobimo tudi priporočilo pristojnih zavodov, da mogoče pa Operna noč glede na masovno udeležbo bi spadala tudi kam drugam. Stojim za tem, da spada v mestni park in da tam to ostane. Zanimivo, ne? Schönbrunn, mislim, da je podobna varianta, malo večja, ne? Seveda primerno Dunajski filharmoniji in vsemu pač, kar je tam, ne? Ampak si kdaj pogledoval tja, si šel, si mogoče ti ogledati to v živo, si kaj prebiral o tem, so tudi oni kot organizatorji imeli kdaj tam take težave, ali si se v bistvu ste se zadeve v Mariboru lotili po neki svoji špuri, svoje poti? Pogledal večkrat tja, bil v kontaktu z njimi, bil tudi povabljen na ta dogodek. Koliko vem, ne vem, če še danes, ampak koliko vem, vedno bil Rolex sponzor temu dogodku in tudi sponzorska kvota spreda in tudi niti ne vem, pa verjetno si ne želim vedeti, kakšno je financiranje tega dogodka. Mi je bilo pa vedno fascinantno, da ta dogodek poteka v verjetno najbolj kulturno zaščitenem območju. Mogoče sem tudi parkrat izzval, pa malo nagajivo izpostavil pristojnim zavodom tukaj, da to poteka tudi v Schönbrunnu. Verjamem, da se tam ljudje res držijo utrjenih površin in se zadržujejo na utrjenih površinah, kar mi tudi poudarjamo skozi za mestni park. Verjamem, da je drugo okolje, kot je to mestni park. Sem tudi večkrat omenil, da če lahko v newyorškem parku igrajo različne športe in se zadržujejo, ne vem, kaj je razlika našega parka, sem dobil večkrat strokovno odgovor, katerega sem potem seveda razumel, da so različna struktura dreves, da je različna struktura park, da je vsak park specifičen in ja, se strinjam s tem. Imamo, rekel en biser v čistem mestnem središču, zeleno oazo, katerega pač moramo skrbeti in dostikrat se ne zavedamo, da če taka masa, ne želim govoriti več 10,000 ljudi, vedno govorim več tisoč, ker me, kaj če me 10,000 ljudi, ker birokratsko zategne, ne? Ta masa naenkrat stopi, je možno, da se to vpliva na neko mikrokoreninski sistem, pa mogoče celo bi vedno bil dvomljiv, če se ne bi 4-5 let nazaj zgodilo, ko smo še lahko izvajali mestni piknik. Mi smo še takrat imeli po Operni noči mestni piknik, ampak ni bil to piknik, žar piknik, ampak je bil, da smo v eni košarici združili vse ponudnike, lokalne ponudnike, zelo dobro obiskan, neverjetno obiskan, skupaj smo sodelovali to z srednjo gostinsko šolo, ki sem zelo ponosen, da še vedno delamo z srednjo gostinsko šolo v projektu, tako z področjem njihovega izobraževanja turizma, kot tudi z gostinstva. In sredi belega dne, brez sapice, jasno nebo, se odlomila konkretna veja in padla 10 metrov stran od otrok. Takrat sem se zavedal, kakšne posledice lahko to nosi in kaj vse primore park. Zdaj, na kak način je vzdrževan park, ni vzdrževan, se jaz ne morem poglobljati, ker to ni moje strokovno znanje, to bo vedeli strokovnjaki in pristojne službe. Ampak ja, tudi Schönbrunn je bil en tisti, ki ga večkrat omenjam, pa ki se mi zdi en idol, če ga gledaš lokacijsko, lahko primerjaš, da je to Operna noč v mestnem parku. Torej dela ambient, tisti dogodek, po drugi strani imaš pa najbolj vrhunsko glasbo, ki premoreš in jaz sem zelo ponosen, da drugi kraji prepoznavajo, kaj imamo mi SNG v Mariboru. Super. Da še omenimo, ne, seli se SNG z Operno nočjo na Panoramu, na Ptuju, ne, in pa na Gaju je seveda ena taka odlična izvedba. Je še kakšna? Če samo Murska Sobota je bila? Murska Sobota, Velenje, Radlje ali Ravne, ne bom se zdaj, ker to je v izvedbi SNG Maribor, da ne bom kaj narobe povedal.
Bila je tudi v Portorožu, Super. na plaži celo. Operna noč je glavnem prepoznana iz vidika kvalitetnih izvajalcev, torej SNG hiše, operne hiše, kvalitetnega orkestra in tudi odličnega zbora, za moj pojem, ki naredi tisti bum, ki ga takrat doživiš v mestnem parku. Jaz mislim, da vedno je tudi zbor tisti, ki naredi ta bum efekt, ki ga doživiš. In to so prepoznali tudi drugi kraji z svojim ambientom. In jaz mislim, zato ravno pravim, da je operna noč edinstvena v vsakem kraju. In tudi Gaj ima eno svojo posebno kuliso, je v drugem konceptu in všeč mi je, da se ta operna noč seli. Bom pa vedno imel operno noč v mislih v mestnem parku, ker to je pa tista, ki je pri nas se rodila in se mi zdi, da je tista, ki jo jaz in vsi ostali doživljamo kot operno noč v mestnem parku. Mogoče, ker to lahko ljudje poslušajo na dan dogodka, še zadnja sporočila, kako se naj vedejo, recimo v mestnem parku, kaj naj upoštevajo, torej, da bi kot organizator imel recimo ti in vsi ostali, ki so vpeti, čim manj težav. Pri takem vprašanju se vedno počutim že kot varstvenik, policaj in kulturno-varstvenik, zagovornik, ampak ja, jasno je, podpisnik sem pod soglasja, ki smo pridobili, podpisnik sem pod pogoje za to, ampak vsi skupaj z enim samim namenom. Pravilno je to, da se dajo pogoji in pravilno je, da to javnost obveščamo. Ne gre zgolj za neki predsodek, ampak tako sem prej omenil, zgodilo se je že, da se je veja odlomila, zato jaz mislim, da prioritetno zadrževanje izven krošenj dreves, vkolikor le možno na utrjene površine. Zavezani smo k temu tudi in tudi postavili smo velik skrin na sredi promenade. Vsako leto se borim in kličem že zelo širšo regijo, kje še lahko dobim stole, da zagotavljamo čim večje število, ne samo jaz, jasno, tu zdaj je ekipa več kot 100 ljudi. Vsi se trudimo k temu, da zagotavljamo zdaj že več kot 3000 sedišč na odprtem prizorišču in tudi jasno mi je, da nekdo bo prišel na dogodek z dekico in uživati v mestnem parku kot javnem prostoru. In prav je tako. Ampak naj bo ta dekica na travni površini izven krošenj dreves in ki ne bo posegala v neko uničevanje parka. In vsi si želimo park koristiti ne samo za operno noč, mogoče tudi da tekamo za našo naslednjo generacijo po tem parku, pa ga doživljamo. Pa tudi konec koncev pljuča našega mesta, ne? Ja, res je. Daj mi zdaj iskreno svoje mnenje povej. Jaz sem bil lani s psom, mladim. V bistvu ni bil namen, da grem na operno noč, ampak nekako je se zgodilo, da smo šla s partnerko mimo, ker smo pač bila v mestu in smo rekli, gremo pogledat, ne zavedajoč se, da pač je lahko pes tudi problem, ne, v takih situacijah. Ampak bili smo tam na promenadi, seveda daleč od stolov, daleč od neke množice, smo poslušali, je pa med aplavzom psička seveda zalajala, seveda nekatere je to zmotilo, mi smo se takoj odpravili, nismo želeli motiti tega lepega dogodka. Kaj ti misliš o tem, oziroma kak si naj ljudje ta dogodek vzamejo? Naj bo to nekaj, naj se usedejo, kot si sam omenil, naj grejo samo mimo, če jim opera ne paše, naj ga doživijo na kakšen način, recimo tvoja želja, da ga doživijo? Tvoj primer, ki si ga omenil, je ravno zato organizirana operna noč v mestnem parku. V mestnem parku kot javni površini odprtem javnem prostoru. In jaz mislim, da je prav, da pridejo vsi. Zdaj treba presoditi, ali je to glasba moteča ali pa preglasna za psa, to je drugo. Glasba je bila všeč, aplavzi. Napaka bi bila, če bi to prišel SNG, ne, v hišo. In zato je ravno ta dogodek zunaj SNG hiše in v javnem prostoru oziroma v parkovnih površinah, kjer so tudi psi dobrodošli. Če je pes opravil svoje in si to pobral, je to čisto sprejemljivo in okej. Drugače pa to je bilo od prvega dne namenjeno, torej 11 let že operna noč, da kulturo približamo vsem. Jaz vem, da smo davali vedno in še vedno je slogan kultura za vse in najbolj všeč nam je, da ko pridejo stari starši z najmlajšimi in vidimo generacije 3, 4, 5 do starih generacij, ki skupaj poslušajo opero. In tudi zavedam se in tudi jaz mislim, da SNG se zaveda tega, to najboljša promocija takega kulturnega dogodka. In to je rdeča nit operne noči v mestnem parku. Torej omogočiti
kulturni, najvišji nivo kulture vsem. Zdaj, bodi si, a prideš som, bodi si prideš z dekico, bodi si prideš z piknik košarico, če le odneseš in z nekim zavedanjem, kulturnim zavedanjem tudi do mestnega parka. Vse ostalo je pa samo dogodek, odprti dogodek za vse na mestnem parku. Ki ima seveda tudi multiplikativne učinke vseh teh nekaj tisoč ljudi, ne, se kasneje pač odpravi tudi v mesto, ne seveda vsi, ampak lep del in zasedajo tudi prostore po samem središču mesta in nekaj takega je seveda odlično in prav. Glede operne noči me zanima še to, kak si ti v zadnjih dneh pred dogodkom, koliko te kaj matra vse skupaj. Se veš, na nol pazi, nol pazi kontrol. Ne, ampak za vam. To je prostor za oglaševanje. Pardon, ja. Ne, se vredno. Moram priznati, vedno je stres. Ne morem reči, da stresa ni, kljub temu, da to je 11. dogodek. Res je mogoče malo tudi mazohistično, da si vse dogodke dajemo na konec maja, začetek junija, in potem vse poteka v juniju. Res je, da vsi planiramo na lepo vreme. Vsem je jasno in tudi sam imam zapisano v koledarju za Poscane, Zofke in ledene možje nič ne delaj. To sem jaz letos zasral, ne, recimo. Tako da tu si tudi zapiši, nič ne delaj v tem obdobju. Super je, da se še narava vedno obrača nekako to, kar se je včasih gledalo po pratiki. Ja. In jaz mislim, da je prav, tudi to izkazuje, da je zdaj sončno in lepo vreme in naj se nadaljuje tak. Je pa vedno stresno. Stresno je zato, ker dosti stvari lahko naprej načrtuješ, še vedno pa pride nekaj nenačrtovano. Je pa temelj tisti, in mogoče mi je tu lažje, da imam zelo dobro vpeljano ekipo, ki se znajde v različnih situacijah, ekipa, ki zna odreagirati, ki je izkušena ekipa, in po drugi strani pa, kot sem že prej omenil, dobro podporo in razumevanje vseh vključenih akterjev in partnerjev v tem projektu konzorcijskih. Ne glede, ali so to javne institucije, ali so to iz privatnega sektorja, moramo se zavedati, tu zadaj je ogromno izvajalcev, tehničnih izvajalcev, bom rekel, odrske postavitve, ozvočevanja, streamingov, ki grejo na prenose oziroma na TV, na skrine, predhodnih priprav, oglaševalskih, marketinških. V bistvu smo vsi deklica za vse in s temi vsemi močmi delamo, bom rekel, ponosno, lahko rečemo zelo vrhunsko, od najmlajših do najstarejših. 93 let je Smiljan Pušenjak, najstarejši sodelavec v tem projektu in sem zelo vesel in me vedno stisne, ko vidim, da na koncu pride z pručko in stoji in slika, ali bo tista pručka padla, ne padla, ampak to je naša ekipa. Super. Želim dobro izvedbo seveda dogodka in čim bolj vesne Mariborčanke in Mariborčane z vidika spoštovanja seveda parka in tudi dogodka kulturnega. Moramo pa seveda omeniti, Mitja, ti organiziraš številne dogodke v tem mestu, ne, v Mariboru. Je to v bistvu tvoj full-time job, torej organizacija dogodkov, Faktum Event ne organizira samo v Mariboru, tudi drugod, ne? Kako si v bistvu se odločil za to panogo? Nekako se je, ne vem, naravno to zgodilo. Zdaj sem, koliko lahko tako si malo preštejem, vsaj 15 plus let v organizaciji dogodkov. Faktum Event letos šteje 10 let od ustanovitve, kar pomeni popolnoma full time in plačilo položnic poteka iz organizacije dogodkov, ki pa je Operna noč izvzeta, ker to pa delam po poslanstvu društva Ezlek, kjer sem pač zaupali kot predsednika. In vse ostale dogodke so pa tisti, ki so vezani na mene, ekipo, in se trudimo, da delamo neko družbeno dogajanje v mestu ali pa v drugih mestih ali pa celo tujini. Zelo sem vesel vedno nekih izzivov, torej mi je tisti trigger vedno out of the box, ki so dogodki out of the box, torej nočem delati neko splošno linijo, všeč mi je, če lahko, in tu sem zelo vesel, če lahko kako zadevo, noviteto ali pa neki novo tematiko, trend tematiko prenesem v naše mesto.
ki se potem izkaže, da je zelo dobrodošla in tudi med zelo zahtevno publiko sprejemljiva. Ker jaz mislim, da vsi kolegi organizatorji se bodo strinjali, da če spelješ stvari v Mariboru in se skališ v Mariboru, ti je drugje dosti lažje in je dejstvo, ampak sem ponosen, da se tu kalimo, no. Delamo s področja tako kulture, športa, kulinarike, zelo radi, in zdaj trenutno lahko rečemo, da sta maj, junij highlight in potem prihaja spet september, highlight takega nekega leta, vse ostalo se pa razporedi čez leto. Še vedno je to industrija srečanj, katero smo si to besedno zvezo najbolj zapomnili v času covida in tudi spoznali, kaj pomeni eno tako zaprtje za naš sektor, za našo področje dela. Kako hitro smo primorani se prilagoditi na razne digitalizacije in vse ostalo, kar smo se tudi, po sreči s Faktom Eventom to prilagodili, da smo še danes tu. In kako težko je obdrževati ekipo, zato ker to konec koncev še vedno sezonsko delo. Vezan si direktno na festivale, vezan si na termine, vezan si neverjetno na vreme, vezan si na ogromno nekih zunanjih vplivov in da obdržiš ekipo, dobro ekipo, ni samo tisto, kar nagrajevanje, ampak res moraš delati kot ena familija, no. In dostikrat je treba s to ekipo se sproščati, dostikrat je treba te ventile sproščati na nekem druženju in podobno, ampak mislim, da vsi zelo dobro funkcioniramo. Mariborčanke in Mariborčani verjetno najbolj poznajo festival Čili in čokolada in pa Street Food Market, ne. Je še kakšen takšen dogodek, ki je za množično publiko oziroma za ki pač, ne vem, ki ga lahko zdaj poimenujejo, pa bojo Mariborčani vedeli. Čili čokolada, super si omenil, street foodi, letos celo 2-krat, torej združevanje food truckerov, bodisi slovenskih, bodisi tujih, vedno imamo željo tudi, da nekih vsaj 30% pripeljemo novih, pripeljemo s tujine, da lahko probamo neke nove produkte. Karierni sejem, 10 let sodelujemo in izvajamo operativno organizacijo kariernega sejma, torej skrbimo več kot za 4000 množico učencev in dijakov, kam se odločajo v svoji karieri. Lani smo uvedli nov festival, produkt, pivo festival, ki se mi zdi in še danes mi se zdi škoda Beer Festa, ki ga je imel Maribor, ki ga je Andrej in Domen organizirala in je bil super. In se mi je zdelo, mi smo izhajali iz enega čistega vidika, zakaj ne Oktoberfest tudi v Mariboru. Dostikrat sodelujemo pri nekih operativnih zadevah in vesel sem, da tudi, ne vem, javne institucije prepoznajo v nas tisto kvaliteto kadra, ki ga imamo, tisto operativo, bodisi so to neka martinovanja, bodisi so to nekaj decembri in se mi zdi, da so to mestotvorni dogodki, ki je nam lahko ponos, da sodelujemo v takih dogodkih in včasih tudi moče kako mnenje damo, ki smo pa slišani. In to je tisto, kar jaz mislim, da Maribor drži gor in izkazuje našo identiteto, ki si jo pa vedno težje izborimo proti centralizaciji. In dostikrat tudi mene vprašajo, koliko lažje bi bilo, če bi bili tam, ne imeli pa tega, ne imeli pa te publike, ne bi imeli tega doživljanja. Delali smo Pogačarjev trg, Čili čokolada, kot si ga omenil, je bil na Čili čokolada in vino je bilo na Pogačarjevem trgu. Super. Neverjetni prehod turistov. Ampak na koncu je bilo zadrževanje ljudi, mi smo rekli nekako statistično smo primerjali, cca 20 minut, Maribor ga ima več kot 2 uri. In jaz mislim, to je tisti feeling, ki ga dajemo. Kaj to povejo nas, ne? Ja, in to je tisti feeling, ki ga vedno čuješ, ti stoji tu, ne? To združevanje in zato delaš. Ni konca tisti produkt, ki ga daješ, izbiramo vedno, lahko rečem, najboljše ponudnike, trudimo se, da damo lahko obiskovalcem najboljše produkte, ampak konca je pa to tisto, kaj da je čar Maribora, je to, da združevanje, druženje, pozitivni hype in res se znamo družiti. Proti druge se znamo družiti. Super, vmes se mi je porodilo vprašanje, pa sem že slišal to, ne, Mitja Špes je mestni organizator, ne, si že slišal, kdaj je to oznako? Da si v bistvu skoraj pri vseh projektih ti zraven, zato ker očitno res obvladaš ta svoj posel, se drugi
tega posla ne lotevajo, ker je prezahteven, ker je, ne vem, premalo mase ljudi tukaj. Zakaj misliš, da je tako, no? Priznati moram, da posel je zelo stresen in kdo se s tem ukvarja, ve, o čem govorim. Ravno zaradi različnih situacij, ki se zgodijo, ki ne moreš predvideti, moraš se z njimi soočiti. Ja, večkrat sem slišal kot mestni organizator, ampak jaz mislim, da to toliko ne vpliva, da sem posod zraven, koliko vpliva, da zelo rad z vsemi sodelujem. Nisem nikoli, rekel, na koga navezan in zelo rad, rekel, z različnim spektrom ljudi sodelujem. Moram pa tukaj priznati, da ne rad slišim pa kot mestni organizator, ravno z tega vidika, ker imamo zelo dobre organizatorje v mestu, katere zelo spoštujem in katerih sem se dosti učil in se še vedno učim. In eno je samo, jaz se imam vedno bolj kot nekega operativnega koordinatora, kot pa, rekel, striktno organizatora. Nekdo se mora podpisati kot organizator, nekdo se mora podpisati pod dokumentacijo, nekdo mora vložiti dokumentacijo, nekdo mora na koncu odgovarjati za stvari, ki se zgodijo v pozitivno ali pa celo negativno. Upam, da čim manj. Ampak vsi deležniki so tisti pomembni, da na koncu naredijo uspešen dogodek. Zdaj pa govorimo od tehnika, na koncu do gospe, ki pometa trg in na koncu ga očisti, je enako vredna, kot pa jaz tisti, ki koordiniram, povezujem in se tudi podpišem pod dokumentacijo. In jaz mislim, da če rečemo mestni organizator, pomeni vse te osebe vpletene. Tudi gospod Edi, ki elektriko priklopi, je tisti, ki če brez njega lahko mi vsi samo gledamo, moče za samo izpostavljeno, ampak javni servis, ljudje, ki so vključeni, varnostne službe, ki so vključene, vsak ima svojo odgovornost. In če en ta člen pokne se in na koncu lahko se podpišeš kot organizator, samo če en člen pokne, pomeni si tudi ti kot organizator pokno. Zakaj ti misliš, da ne gre veliko privatnih organizatorjev, recimo na trg Leona Štuklja? Večinoma ga koristijo, ne vem, javne institucije, pa z njimi povezane podjetja. Vem, privatniki pa redko, ti si eden redkih, no. Ker povem, ker je zelo veliki finančni riziko. Riziko je finančni? Zelo dosti stane. Kaj pa birokratsko zapleteno? Birokratsko zapleteno je precej, ampak glede na to, če delam 10 let, sem to birokracijo, rekel, že nekako osvojil, jo obvladam, jo znam komunicirati, je pa da se vsako leto tudi spreminja, ki jo moraš slediti, pa moče ne, da bi se olajšala, se še bolj zakomplicira, kar pomeni dodatno delo. Spet dodatno ljudi, vse ostalo, vsaka dodatna oseba, vsako dodatno delo pomeni dodatni strošek. Je pa veliki finančni riziko. Veliki finančni riziko je z enega vidika, nikoli ne veš po udeležbi, kakva bo, največji finančni riziko pa vreme. Trg Leona Štuklja, kot si ga omenil, je open air, pride en dan slabo vreme, pa si v negativnih številkah. In v teh negativnih številkah moraš splavati. Če se to 3-4 zaporedoma zgodi, si zaključil zgodbo. In to jaz mislim, da tudi moče biti tisti največji pomislek. Vse ostalo je pa priprava, dober koncept, zaupanje, pa koncev support. Vesel sem, da tudi širši krog ljudi in družbe vedno supportirajo, pridejo, se družijo, koncev, če se tako izrazim, tudi kupijo produkte, ki jih mi tja pripeljemo, ker v prvi, če zdaj grem na kulinarične festivale, je vedno prva naša vloga to, da so zadovoljni ponudniki, ki so bili tam, ker te vem, da se bojo vračali. In brez ponudnikov mi ne moramo delati festivala, lahko naredimo nekakve dobre marketinške zgodbe, če nijemo ponudnikov, tega ne moramo speljati. Zato Čili čokolada je, mislim, da je 8 leto, še zdaj v taki meri, da je bilo 30 plus ponudnikov, zato ker se iz cele Slovenije in tujine radi vračajo v Maribor. Vejo, da se bo dobro družili, vejo, da se bo fajn imeli, da je naporno, ker noči so kratke v Mariboru, ampak se pa radi vračajo, ker so tudi na koncu smo dobri potrošniki, pa tako s neko radi se družimo. In to pa izkazuje tisto, da še lahko vedno delamo. Je pa veliki finančni riziko. Kaj pomembno je, da znaš vzpostaviti nek dober odnos, pa odnos, kjer je pač komunikacija na visokem nivoju z mestnimi oblastmi. Zdaj, mislim, da pod 2 županoma, recimo ti organiziraš 3 že,
recimo, si ima kdaj težave, kakšne z tega vidika, ti je kdo kdaj, ne samo ne govori o županstvu, ampak nasplošno v mestu skušal preprečiti recimo organizacijo dogodkov ali česarkoli, ali si do zdaj imel dokaj mirno plovbo? Plovba je vedno zelo pestra, zelo burna, odvisno od dneva plovbe. Zdaj, če sem tak izrazil malo, ampak ja, 3 županstva, so bili različni pogledi, so še vedno različni pogledi na stvari, ki jih izvajamo. Je pa tak, da so vedno, prepoznali kvaliteto, ki jo izpeljemo. Zdaj je bilo to, včasih hitreje, včasih pa kasneje. In vesel sem, da do zdaj še vsak prepoznal to naše delo. Dobro sodelujemo z mestom, ali tako pred 10 leti, ali tako danes, ali pa celo pred 12 leti. Kar pa tudi zelo si štejem čast, je pa to, da na operativni ravni z uradniki zelo dobro sodelujemo. Torej, delno je vezano na uradniški del in delno je vezano na, najvišje odločitve, torej županstva ali pa širšega kroga županstva. In do zdaj sem vedno naletel to, da se vsi zavedali, da delamo dobre vsebine, ki so mestotvorne in to jih mesto potrebuje in imajo post-efekt. Torej, ni samo vsebine, da je bile komercialne narave, ki bi bile čisto povezane s tem, kakšni zaslužki potekajo iz tega, ampak niso prioritetno namenjene temu, koliko so namenjene temu, kaj mi mesto prinesemo. Kaj prinesemo na neki širši efekt, ali je to gospodarski, ali je to turistični efekt. In tega so do zdaj vsi prepoznali in vesel sem in verjamem tudi, da če bomo z tem našim trudom in tem zagnanstvom delali dalje, bo tudi vsak to naprej tudi prepoznal. Te moti kdaj, da mogoče trg Neona Štukla ni bolj poln, ne vem, da marsikdo v Mariboru reče, ja, v Mariboru se nič ne dogaja, pa se zgodi take vrste festival, pa bi mogoče v kakem drugem mestu bo krcato, kot radi rečemo, ne. Kaj gledaš ti na to, no? Trg Neona Štukla je, koliko jaz vem, bil namensko zgrajen kot preditven prostor, koliko vem, je tudi zabeležen kot preditven prostor, ampak mi smo ga skozi leta spoznali, kaj lahko delaš na trgu. Trg je velik, torej manjše srednji dogodek hitro postane neobiskan dogodek, zato moraš iti z vsebinami in tudi mi vnašamo vsebine, ki smo vsaj nekako prepričani, da bo to masovni obisk, če ne lahko hitro kontraefekt. Uporabljamo tudi glavni trg, kot sem prej omenil balet, je trg z neverjetno kuliso, ki jo moraš pač prepoznati in jo vkomponirati v scenografijo. Takrat postane glavni trg tisto kot preditven prostor scenografije. Idealni prostor, tako ga uporabljajo tujina, mislim, da bi mogli še bolj uporabljati mi, tržnica. Zgornji plato tržnice, kulinarika, jaz mislim, da kulinarika spada na tržnico in vsak turist, ki je, tudi sam sem tisti, ki prvo obiščem tržnice in tam doživljam kulinariko in tam spoznavam kulinariko. Mestni park je spet eno prizorišče, ki je pač glede na birokracijo in zelo močne pogoje nezmožen večkratni uporabi, da bi lahko bilo to kot masovno prizorišče. Jaz mislim, čisto pravilno se še vedno umešča trg Neona Štukla martinovanje. Najbolj množičen dogodek, jaz ga ne vidim kje drugje, ko bi ga lahko sploh bil na trgu Neona Štukle, z botično programsko razširitvijo, res je na Koroško cesto in še mogoče marsikam. Vedno rečem, da Maribor ima čudovita skrita dvorišča, ki so še mogoče vedno premalo uporabljena za različne manjše botične dogodke. Sam veš, Vetrinski dvor, čudovit prostor, in še več je takih, skritih biserov, ampak za neke botične dogodke, ki je konec koncev, so pa zdaj trend. Botični dogodki postajajo trend. Jaz mislim, da COVID je pustil posledice temu, da masovni dogodki niso več isti trend k udeležbi, zdaj bodi si ali je to strah, bodi si ali je to spremenilo razmišljanje v nas, ampak ja, tudi koncertni deli, zelo rizični sektor. Iti v to ali ne v to,
Jaz sem sam se sicer ne ukvarjam toliko z organizacijo večjih koncertov in z velikim spoštovanjem gledam vse organizatorje, ki to organizirajo in jih tudi vedno suportiram. Super. Lenta nisi omenil. Kaj vidiš na Lento? Nikoli nisem bil direktno vpet v festival Lent. Mogoče še najbolj v času, ko sem bil še zgodnjih študentskih letih, ki smo spostavili KMŠ Oder. Zanimivo sodelovanje, dobro sodelovanje, različni koncepti. Takrat so bili to časi, ko je bilo masa in smo govorili o, polmilijonski udeležbi skozi celotni festival in za nas je bilo to nekaj fascinantnega in nedosegljivega. Rekel, na širši ravni, ne samo slovenski ravni. Še vedno z velikim spoštovanjem gledam na festival Lent, gledam na organizatorje, gledam na obdobje, ki ga organizirajo in da so ta brand še vedno obdržali, ker najbolj me boli to, da Maribor zgublja identiteto z brendi. Žal mi je, da smo zgubili Zlato lisico, tisto, ki smo še na koncu bili en del tima, ne glede na to, da smo transparente vesli, da smo delali različne šotore, ampak te identitete, ko se zgubljajo, me mogoče res čustveno malo to precej zaboli in festival je tisti, ki se je obdržal. Zdaj v kakšni obliki pa gre dalje, pa v kakšni obliki moglo biti, pa mislim, da ni moje poslanstvo, da to sodim, ker nikoli nisem bil direktno vpet v talent. Mislil sem bolj kot Lent prizorišče, torej promenada in to pač ponuja zdaj res neke razsežnosti. Zadnjič, ko sem z Mosta starega spremljal povorko oziroma četvorko, sem videl, wow, ta prostor je izjemen. Že tako, ko se sprehodiš po njem, seveda, vsak ima svoje poglede na to, kaj je v mestu obdovljeno, zakaj, kdaj, ampak ponuja neke dodatne rešitve za prostor druženja v Mariboru. Izjemna kulisa, promenada Lenta. Jaz mislim, da se še premalo zavedamo, kaj imamo. Sem zagovornik temu, da naj Lent spada na Lent, se pa striktno strinjam s tem, da zelo pogrešamo Oder na Dravi, bil je en edinstven, mogoče bi lahko še se konceptualno in vsebinsko razširjalo in uporabili še bolj našo reko Dravo. Idealno, tako s neko kulisijo, ki jo imamo v vodi in se premalo zavedamo tega. Zdaj spet, ali je vse koncentrirano v to obdobje ali iti v širše razmišljanje oziroma v širši koncept daljšega obdobja, je zelo, specifična debata, ki se moramo poglobiti. Je pa to, da vedno, ko se spomnim reke Drave, mislim, da sem 9 ali 10 let nazaj pripeljal partnerje iz Avstrije, soorganizatorje, ki organiziram več kot 20 festivalov zvečer. Takrat smo delali mestno plažo pri zdajšnjem Mariboxu. Spomnim tega, ja. In so bili navdušeni. So rekli, kaj imamo mi, da se sploh ne zavedamo tega, kako fascinantno plažo imamo dejansko v centru mesta. In ja, jaz mislim, da imamo prizorišča idealna, katera lahko še mentalno dosti bolj izkoristimo. Ja, za naslednji projekt, v katerega si tudi vpet, je verjetno Žametna večerja. Žametna večerja sodelujemo tako pri operativni izvedbi, v tudi zelo zanimivem in super konzorcijo, kar je bil tudi en taki vsebinski koncept sodelovanja obeh šol in seveda Zavoda za turizem, torej sodelovanje srednje šole in više šole, torej ta preskok iz dijaka v študenta in sodelovanje na enem takem skupnem projektu se mi zdi ideal. Z ene zgodbe povezane, skupne mize, ki pa zdaj vedno bolj vezano na tematiko, žametne črnine. Zato tudi Žametna večerja. Žametna črnina kot najstarejša trta, vmes tudi potomke najstarejše trte, zato je bilo tudi na tisti lokaciji, zdaj pri sami materi najstarejši trti lokaciji. In kvalitetni šefi, kvalitetna kulinarika, zadaj pa jaz mislim, ki ga mi vidimo, ki ga jaz vidim kot organizacijskega vidika, je povezovanje vseh teh sektorjev, povezovanje
od dijaka do študenta, mentorja, učitelja, profesorja, na koncu pa vseh teh strategov turizma, tuj trgov, promocije, prodaje in uporabe ambienta. Spet ambient kot lent. Moram biti iskren, da sem bil dvomljiv v lokacijo, glede na to, da mi je bila vrhunska lokacija pod vinogradi. Še vedno sem pripadnik te vrhunske lokacije, ker vem, kako smo jo posvetlili, brajde, če rečem, jih še zdaj vidim, kako so komponirane bile v samo večerjo. In sem bil dvomljiv glede tega, da gremo na pa trg najstarejše trte, na malo bolj, bom rekel, če se lahko izrazim, pusti prostor, ki se pa je izkazal čisto drugače, tudi fenomenalno. Folk je zelo sprejel, gosti so ga sprejeli, bo sem se tega mimo hoda, ampak ko se prevesi večer, pa naredi eno čisto čarovno vzdušje ob vodi. Torej ni tistega čistega promenadnega dela, kot bi ga na pamet govoril, če bi to delal na trgu Lena Štuklja, ki je bil čisto surov prostor, je res to ob vodi prostor in naredi pa čarobnost ob vodi. In imaš še enkrat taki feeling, da si ob vodi, večerješ ob vodi, no, tako da tudi to se je izkazalo drugače in moraš probati, da vidiš, da je to drugače. Super, imel sem to srečo, da sem lani lahko bil zraven. No, ja, tokrat me ne bo, ampak verjamem, da bo znova čudovito. Mogoče za konec, če se spomniš kakšne posebne anekdote z organizacijo vseh teh dogodkov, o katerih sva govorila, mogoče z operne noči, ne vem, se je zgodilo kaj tak smešnega, zabavnega, šokantnega, te kaj ful pretreslo, si imel kdaj solzne oči, ne vem, se je zgodilo kaj takega? Koliko že imam vedno, ko orkester z zborom in solisti zadoni v mestnem parku, šokantno. Ja, nisem si predstavljal, da lahko lani, ki je bilo čez dan 28 plus stopinj pod soncem, sva z direktorjem govorila o tem, ali moče odpovemo operno noč. Zato, ker niso primerne temperature. Nikoli si nisem tega predstavljal, bil sem šokiran. Organizacijsko je to pomenilo velik zaplet se skupaj, ki sem pa na koncu dejansko spoznal, kaj to pomeni, kak je padec temperature in vlaga v mestnem parku in kako to lahko vpliva na glasbila, kako to lahko vpliva na soliste, ki si mogoče vsi obiskovalci ozadju tega ne znajo predstavljati, kaj to pomeni ozadju. In to je bil na primer šok, ko si je vprašal, kaj bi šok. Ogromno usklajevanja, ogromno razumevanja. Take situacije prinesejo, bom rekel, ogromno medsebojnega razumevanja, takrat tudi v različnih telefonskih pogovorih in tudi vseh deležnikov, ki so zraven prisotni, da razumejo to situacijo in se skupaj pametno odločamo. Lani je pač prišlo od tega, da smo rekli vsi skupaj, da 1 uro prej začnemo koncert in je bilo pravilno odločitev, ker na koncu so bile res toliko nizke temperature, ki bi na to se vplivale. Ampak če čez dan stojiš na 28 stopinjah, zvečer si že lahko na 14. Kaj bi si ljudje mislili, če bi vi na lep sončen dan sporočili, operna noč odpade, zaradi tega, ker pač bo vlaga zvečer. Mislim, ljudem je verjetno to težko pojasniti, ampak vsa ta glasbila, godala, če se to sešteje, je to verjetno za pokrivanje mogoče 1 ali pa 2 ali pa 3 opernih noči. Letos ni te možnosti, samo da pojasniš, ali še ne veš. Ne bom prehiter. Ne bom prehiter, to je vedno strokovno odločitev, ki jo mora imeti SNG Maribor in je vedno na mestu, to se zavedamo, torej to ni neki predsodek, ampak je zadeva, ki je zadaj zelo premišljena in strokovna, zato je tudi, bi rekel, zelo širši spekter ljudi, ki deluje in strokovno deluje v naši največji kulturni inštituciji, torej SNG Maribor. Ne bom prehiter, da bom rekel, da je to vse že 100%, ker nikoli ni 100%, ne znam si pa predstavljati, kako to predstaviti ljudem, zato ker doben si ne predstavlja tega, dokler pač dejstvo ne doživi. Sam si nisem predstavljati do tega, dokler ni bila konec operne noči, ko sem pogledal temperature, je bilo pa dejstvo in je bilo čisto pravilno razmišljanje SNG-ja, torej kaj se bo zgodilo zvečer. Pravilna napoved, ki se pa čez dan, ko 28 stopinj peče sonce na tebe, ne znaš tega predstavljati. To je pač moče ena taka anekdota,
Dosti krat se soočamo z vremenskimi razmerami, sploh open airi so tisti. Drugo pa je, glasbeni izvajalci, dosti krat tudi različni izzivi, tu imamo kar nekaj anekdot, ampak to mogoče za prihodnjič. Za prihodnjič, mogoče za konec še poziv, obiskovalke in obiskovalci, spremljajte seveda vse uradne kanale SNG-ja, Mestne občine Maribor. Vizijo Maribor, Narodni dom. Tako in seveda tudi Večera, ki objavi vse te informacije. Tako, če pride do kakšne spremembe, bomo ob tem obveščali. Če pride do spremembe, je za to zagotovo razlog. Seveda pa hvala, Mitja, da si vzel čas v teh dneh, ko tečejo vse te priprave. Koliko stolov je že postavljenih? Danes snemamo to v sredo, da veste. Natovarjamo, torej natovorjenih bo več kot 3000 stolov. Kdaj tudi postavljeni čez dan. V petek. Tako, petek čez dan. Svaka čast. Ekipe pravilno to logistično pripravljajo zadevo, ker treba tudi potem logistično to odpeljati. Problem pa je to, da to ni samo z Maribora. Gre kar širšo okolico in zanimivo potekajo te logistike, tako da bo, jaz verjamem vse, hvala za povabilo, hvala za obveščanje, hvala za obveščanje primerov, če se bilo kaj zgodi in predstavlja, in hvala za vedno korektno obveščanje in tudi obveščanje kot takega kulturnega dogodka, ker jaz mislim, da brez vas smo lahko sami tam in tudi sami sebi pripravljamo zadeve, če javnost tem ni seznanjena in če javnost ni ozaveščena tako v parku, kot v vseh ostalih dogodkih. Seveda, uživajte danes na Operi noči, Mitja, tebi pa in ekipi, seveda čim bolj mirno poslušanje teh prelepih arij izpod rok in, kako se to reče, glasilk umetnikov SNG Maribor. Seveda pa za konec vabljeni še k poslušanju. Te vsebine prinašamo v Večeru v soboto in v nedeljo. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Zdravo, berimo Večer v soboto. Sindikalistka Irena Ilešič-Čujevič o prvih ukrepih nove Janševe vlade. Gre za direktni napad na sindikate pod krinko administrativnih bremen delodajalcev in za transkripcijo Orbanovega načina, ki je uspešno oslabil sindikate na Madžarskem. Pripravljamo se na različne scenarije, pa pravi o obrambnih linijah sindikalizma. Ne le kihanje in smrkanje, alergija na cvetni prah lahko ima resne posledice za zdravje. S spremembami v okolju se količina beloda v zraku povečuje tudi za 3-krat. Govorili smo strokovnjaki in zdravniki in mnenje je soglasno. Beloda in alergije več je tudi zapletov, o hujših alergijah pa poročajo tudi odrasli, ki prej težav niso imeli. Kitajski predsednik Xi Jinping je nedavno v razmaku le nekaj dni gostil tako ameriškega predsednika Donalda Trumpa kot ruskega predsednika Vladimirja Putina. Pišemo o vedno večjem vplivu Kitajske, tako gospodarskem kot političnem. Država uspešno krmari med vse bolj razdeljenim svetom in išče svoj prostor znotraj obstajajočega mednarodnega reda. Kaj pa Večer v nedeljo? Vozila se je z jugom in živela svoje sanje. V 90-ih letih je bila Sandy s pesmijo Nemirna kri nesporna kraljica slovenskih tehnoplesišč, začarala je marsikatero tlesno disko noč. Po dolgem premoru se je vrnila na slovensko pop sceno. Tenis v belem v času Gospodov in dam. Ivan Tavčar ni bil le pisatelj, temveč vpliven ljubljanski odvetnik, politik in kasneje župan, bil pa je napreden tudi na športnem področju. Ob svojem dvorcu Visoko v Poljanski dolini, nedaleč od Škofje Loke, je že leta 1897 dal urediti teniško igrišče na travi. Navite babice se vračajo v spalnice, navijalke niso več skrivnost izza domačih 4 sten, velik povratek lepotnega pripomočka, ki ga je novo tisočletje ponovno zljubilo. Še preblisk Martina Lutra za konec. Čeprav bi vedel, da bo jutri svet razpadel, bi še vedno posadil svoje jablano. Lep vikend!